Le še ena izredna seja naše izvoljence ljudstva loči od dopusta. Začele so se namreč parlamentarne počitnice. Preverili smo, kje in kako bodo poslanci preživeli poletni oddih. Kdo se bo sončnim žarkom nastavljal na hrvaški obali, kdo bo sprostitev iskal v kmečkih opravilih in kdo bo tudi na dopustu z eno nogo šel v politiki. Ema Čepon. Še četrtkova seja, pa se dobršen del slovenskega parlamenta, kot kaže, seli k našim južnim sosedom. Dobra dva tedna bom na dopustu na Pagu. Jaz osebno bom preživela, tako kot vsako leto, na Hrvaškem, v Dalmaciji. Predvsem sem vedno v morju in plavam. Kot vsako leto bomo šli na Lošinj z družino, potem pa si bomo privoščili še verjetno nekaj dni v Italiji. Upam, da čim bolj po ogledu kakih znamenitosti. Drugi bodo zagorelo polt raje kot na plaži lovili na poljih ali med trtami. Večino časa, prostega časa bom pa izkoristil tudi, da bom svojim staršem pomagal v vinograd, tako da bom večkrat v Vipavski dolini. Bomo za kratek čas, urco ali dve, skočili tudi na obalo Hrvaške, Krk. A polenili se ne bodo, obljubljajo, sploh ker jih čaka naporna jesen. Vseeno je treba biti stvarmi na tekoče in že zdaj za jesen pripravljamo kar nekaj vsebinskih izhodišč, tako za delo razvojne skupine, senčne vlade. Vlada medtem tudi v poletnih mesecih ostaja operativna, čeprav bo tempo dela nekoliko počasnejši. Zaenkrat je konec rednih sej do druge polovice avgusta, bodo pa dopisne seje, ker je še vrsta tekočega dela, ki ostaja. Dobrih 40 dni, ko bodo poslanske klopi praviloma samevale, pa bodo v parlamentu znova izkoristili za obnovitvena in vzdrževalna dela. Načrtujejo slikopleskarska dela za 27.600 evrov, obnovo nekaterih vrat za avtomatsko odpiranje, kar bo stalo dobrih 8 tisočakov, pa še popravilo stolov v sejnih dvoranah za skoraj 9 tisočakov.